Glede na to, da vse poteka v skupinah, Ja. Verjetno ne vzgajate rambotov. Glejte, rambotov v tem smislu prav gotovo ne. Poveljnik voda mora biti, bi temu rekel, poveljnik in menedžer, hkrati on mora znati menedžirati delo, bi temu rekel, 30 ljudi. Danes privatnik, ki ima 30 ljudi, veste, da že mora kar dobro voditi firmo, če bi temu rekli, da najde pravilno zaposlitev za vsakega, bi temu rekel, svojega delavca. Tako mora on znati menedžirati delo 30 ljudi v svoje enoti. Pa Slovenija sploh rabi rambote? Glejte, odvisno za kateri del, bi temu rekli, v specialnih enotah prav gotovo. V specialnih enotah prav gotovo, kjer je treba upraviti, bi temu rekel, kakšno zahtevno nalogo, ki ti pomeni življenje ali smrt. In to je dejstvo. V vseh enotah pa prav gotovo ne. Zato se prav gotovo tudi pripravljajo vojaki in častniki in vse ostalo, ko grejo na določene misije, kakšen je mandat te misije. In treba je seveda tu preklopiti med tem, kadar imaš neko mirovniško misijo v smislu torej vzdrževanje miru, ali pa kadar imaš, bi temu rekel, vsiljevanje miru. To je pa kar pomembna, bolj zahtevna naloga. Jih tukaj oziroma v častniški šoli izobražujete za oboje ali samo za mirovniške operacije? Ne, mi jo izobražujemo za oboje, ampak gre v glavnem v tem, da seveda častnik bi naj šel tukaj skozi, bi temu rekel, splošni del tega znanja in pa specialistični del. Za posamezno nalogo, operacijo pa se mora posebej pripraviti. Koliko je zdaj to potrebno? Je to potrebno 3 mesece, mesec, 6 mesecev? Ne je to vprašanje od naloga, na katero gre.